Živile si narodi, ki prebeli dočakat dan, da kode sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Dober večer, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, športnice in športniki, trenerji, športni delavci, cenjeni vabljeni gosti ter vsi ljubitelji športa. Leto je naokoli in spet bomo podelili priznanja in nagrade najboljšim v občini Brežice. Danes bova prireditev povezovala Zala in Aljaž, divjaka gimnazije Brežice. Naša občina že dolgo slovi po dobrih športnikih, ki dosegajo zelo lepe rezultate na področnih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. Da je to res, nam bo povedal Stane Tomše, predsednik Športne zveze Brežice. Športna zveza Brežice organizira tudi nocojšnjo prireditev. Spoštovane športnice, športniki, cenjeni športni delavci in vsi ljubitelji športa, spoštovani gostje. Še posebno zahvalo bi rad izrekel gimnaziji Brežice za pripravo programa in vodenje in hvala tudi mentorjem te gimnazije, ker so vložili kar veliko truda, da ta prireditev bo povezana in prirejena tako, kot mora biti. Preteklo leto je, kot smo že navajeni, zopet postreglo z izjemnimi uspehi naših zagnanih deklet in fantov, ki del svojega življenja posvečajo športu. Po odličjih in drugih visokih mestih so posegli tako na atletskih stezah in športnih dvoranah, kot na vodi, streliščih, zelenicah in v gozdu. Pod vodstvom trenerjev in drugih športnih delavcev, ki so nepogrešljiv del vsakega pogona, so med drugim v 14 društvih dosegli 61 kategorizacij v 15 športnih panogah. Po veljavnih pravilih Športne zveze Brežice pa je do posebnih priznanj upravičenih 98 športnic in športnikov. Čeprav so številke in statistika nepogrešljiv del športa, pa je leta mnogo več. Šport je zdravje, šport je užitek in zabava, šport je vzgoja in disciplina, šport je igra. Želja Športne zveze Brežice je, da bi v tej igri stopili skupaj društvo in posamezniki, tekmovalci, rekreativci in ljubitelji športa. Vsi uspehi namreč niso samoumevni, so plod trdega dela in volje, ki potrebujete tako finančno in infrastrukturo podporo, kot tudi izmenjavo izkušenj in znanj, ki jih vsak od nas pridobiva na svojem področju. Reka v slogi je moč, ni za podcenjevati. Ob tej priložnosti se zato iskreno zahvaljujem vsem vam, ki svojo prisotnostjo, prispevki in spodbudami dajete vrednost tudi našemu delu. Še posebej se zahvaljujem vsem športnicam, športnikom in športnim delavcem, ki kljub vsem zaprekam vztrajno nadaljujete svojim delom in nas razveseljujete svojimi dosežki. Vsem želim veliko elana, zdravja, športne sreče in zadovoljstva. Won't you come over, stop making a fool out of me. Why don't you come over by the way? Valerie, yeah, yeah, oh Valerie, Valerie. Najbolje je, da začnemo s tem, zaradi česar smo se nocoj zbrali. Podelili bomo prve nagrade in to strokovne nagrade. Strokovna žirija je izbrala najboljšo športnico, športnika in ekipo. Na oder vabim magistra Borota Kolariča, namestnika generalnega sekretarja Olimpijskega komiteja Slovenije za šport. Gospod Kolarič, danes opravljate pomembno funkcijo v Olimpijskem komiteju. Včasih pa ste bili tudi sami športnik in to vrhunski atlet v skoku s palico. Prosim vas, da nagovorite občinstvo.
Spoštovani, prav prijetno, hvala lepa za tole vabilo, da smo se lahko odzvali v svojem imenu Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez. Prav vse lepo pozdravljam. Pot uspeha športnika je prepredena za mnogimi vzponi, seveda pa tudi nekaj padcev. Vsi se zavedamo, da je potrebno vložiti veliko truda, da športniku uspe v tej močni konkurenci. Razlike med prvim in drugim mestom skoraj da več ni, zato v bistvu čestitke ne gredo zgolj prejemnikom priznanj, temveč tudi vsem ostalim športnikom, ki rišejo svojo dnevno pot uspeha. Vsekakor se je treba spomniti na vse tiste, ki dnevno vlagajo svojo energijo, naj bo to družina, naj bo to trener, društvo, kdorkoli. Iskrene čestitke vsem prisotnim pa prijetno druženje še naprej. Staneta Tomšeta, da boste skupaj z gospodom Kolaričem podelila strokovne nagrade. Strokovno nagrado športnica leta 2018 prejme Nastja Galič. Evropsko člansko prvenstvo Novi Sad, trenerka Metka Galič, Karate klub Brežice. Nastja, iskrene čestitke. Da človek doseže take uspehe, mora najbolj ogromno trenirati. Vem tudi, da pridno študiraš, igraš violino, nocoj celo igraš v muzikalu, ko utrinek zažari. Kako se to usklajuješ? Kako ti to uspe? Veliko kofeina, to je ponavadi rešitev. Ne, šalim se. Dolga leta vztrajnega dela. To tudi gre za vse mlajše tekmovalce, bodoče tekmovalce. Jaz sem mnogokrat in violinskih nastopov, in pevskih, in karateistskih, kjer sem enostavno bila totalen poden in izgubila mnoga leta. Ampak je ta nekakva vzdržnost, ki potem na koncu poplača, da lahko več stvari narediš in ti narediš dobro. Hvala, ter uspešno na tvoji športni in pa tudi glasbeni poti. Strokovno nagrado športnik leta 2018 prejme Klemen Gerčar. Motociklizem Motocross MX Open. Prvo mesto. Tekma za evropski pokal Prilipe Avtomoto društvo Brežice. Klemen, prebrali smo, da za svojo ekipo iščeš mehanika. Si ga do sedaj že našel? Sem našel že mehanika. Lep pozdrav najprej vsem skupaj. Sezona v bistvu se je že za nas začela in boste imeli pa tudi priložnost priti na prvo dirko na Prilipe, to se pravi 14. in 13. aprila. Hvala za vabilo ter uspešno še naprej. Strokovno nagrado športna ekipa leta 2018 prejme mladinska ekipa Maruša Rus in Jedrt Jevševar. Jiu-jitsu, duo-sistem ženski pari prvo mesto. Evropsko kadetsko in legalsko prvenstvo mladinke, Bolonja, trener Jure Žadjer, društvo gorilnih veščin Katana. Maruša in Jedrt, kakšen pa je vajen recept za uspeh? Trdo delo, odrekanje, naprimer, kakim zabavam popoldne, sošolci, malo manj nočenja, pa trenirati, to je to.
Še kaj? Do Boga, Maruša. Hvala, ter tudi vama želim še veliko dobrih rezultatov v prihodnosti. Od borilnih veščin pa spet glasbi. Veronika, Maruša in Žan, oder je vaš. Srce veliko kakor svet, nasmeh in iskrica v očeh in beseda poznaš jo tudi ti. Življenju mnogo je poti, ne išči sreče, kjer je ni, ne poslušaj, kar srce ti govori. Znova zelo uspešno za brežiške športnike v individualnih in kolektivnih panogah, saj prejemnike diplom kar težko preštejemo. Vidnejše rezultate, za katere se v pravilih zveze podeljujejo diplome, je namreč na športnih dogodkih doma in v tujini doseglo zelo veliko športnic in športnikov. Če sva prav izračunala, jih je 88 iz kar 14 športnih društev. Prosim, da se nam na odru pridruži gospod Jure Pezdirc, podžupan občine Brežice, ki je pokroviteljica današnje slovesnosti. Verjamemo, da je podžupan ponosen na naše športnike. Ja, lep pozdrav vsem skupaj, spoštovani športnice, spoštovani športniki, cenjeni gostje. Brežice so definitivno športno mesto. To dokazujemo in po športnih uspehih, in po infrastrukturi, ki jo imamo, in tudi dejansko po uspehih, ki jih dosegamo, tako v ekipnih športih, kot tudi med posamezniki. Namreč ni športa, skoraj da ni športa v občini Brežice, kjer ne bi bili mi aktivni. Tako med kolektivnimi športi, kjer smo v rokometu, nogometu, košarki, bom rekel, v najvišjih slovenskih ligah, tako posamično, ker dejansko naši športnice in športniki dosegajo odlične rezultate. Zato sem jaz tudi želel, da mi strokovne službe občine Brežice naredijo en reporting, kaj se občina Brežice vlaga v infrastrukturo, kajti to je osnova za razvoj in za možnost treningov. In so mi, če samo na hitro, občina Brežice je namenila v letu 2018 416.711 evrov, tako je bilo financiranih 48 športnih društev s skupno 21.400 urami, 42 različnih programov, 71 programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 17 programov kakovostne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 64 športno-rekreativnih prireditev lokalnega pomena, 6 športnih prireditev občinskega pomena, prireditev športnih leto 2017, izdaja publikacij, 104 izobraževanja in tako dalje. Realizirane so tudi investicije na področju športa in sicer izvedla se je sanacija zamakanja v kletnih garažnih prostorih športne dvorane v Brežicah v višini 121.000 evrov. Sanirala se je aktivna požarna zaščita v športni dvorani. Nakup semafora v športni dvorani v Dobovi, nakup semafora v športni dvorani v Brežicah, nakup semaforja in pravnega sušilnega stroja na nogometnem štadionu v Brežicah. V letu 2019 je predlog proračuna, ki je v javni obravnavi predvideva sredstva za programe društva na področju športa v enakem obsegu od leta 2018 ter dodatno sredstva za investicije v višini 476.500 evrov. Skupaj predlog proračuna predvideva za področje športa v letu 2019 milijon evrov. Namreč v letu 2019 imamo cilj, da dejansko obnovimo tudi nogometni štadion v Brežicah, namreč ob dvorani, športni dvorani v Brežicah in Dobovi je to naslednji objekt. Tudi Ministrstvo za šolstvo in šport bo v letošnjem letu sofinanciralo za ekipe iz prve slovenske in druge slovenske lige reflektore za igranje, tako da se bo občina Brežice prijavila za to. Hkrati pa se tudi pogovarjamo z Nogometno zvezo Slovenije, da bi dejansko sofinanciralo izgradnjo nogometnega igrišča za umetno travo, tako da bomo dejansko imeli tudi v nogometnem klubu, bom rekel, izredne pogoje za vadbo. To bo tudi pomenilo, da tudi potem ostali klubi,
kot so rokomet, košarka, individualni športi, bodo lahko nemoteno trenirali v dvorani, saj, kot veste vsi, nam namreč primanjkuje oziroma je premalo prostora za izvedbo vseh ur, ki jih imamo. Brežice so športna občina, to pomeni in še enkrat hvala vsem, ki čutite šport in gremo naprej. Hvala. Gospoda Staneta Tomšeta, da skupaj s podžupanom podelita diplome in se ponosno fotografirata z nagrajenimi športniki. Športno panogo, ki jo imenujemo kraljica športa, gojijo v Atletskem klubu Brežice. Diplome prejmejo Barbara Špiler, Jan Pustovrh, Rok Dobršek, Deja Fackovič-Volčank, Nastja Modic, Lara Zupanc, Kristan Kek, Nina Pavlek, Maja Golovšek, Tinkara Umerzu, Iva Močan, Jernej Selak, Tim Medved, Nika Herakovič, Peter Gričar-Vinter, Lan Uršič, Beno Levec, Jakob Urbanč, Dora Jeličič, Luka Zupanc, Jako Rovan, Jan Vahčič, Manca Žagar, Ela Senica, Deja Pacek, Nika Bevc, Brin Winkler Gal Kodrič, in Neja Reberšak.